Pripravite nahrbtnik, obujte udobne čevlje in vzemite s sabo veliko dobre volje. Bliža se odštekan fantazijev tradicionalni nočni pohod na Celjsko kočo. A veš, in to je že ta petek in eden od nastopajočih je tudi Tilčeh. Tilčeh je z nami že drugič, oziroma bo z nami že drugič na tem pohodu in z mano je tudi v našem studiu. Dobro jutro, Til. Dobro jutro tebi in vsem poslušalcem Radia Fantasy. Upam, da so oni tudi tako fantastično kot ime tega radia. Je gledal zelo na uro, kura, a sem že prav cajt prišel. Ja, ampak ne dela ura. Ne dela ura, kaj umrla? Še ura ne dela teh zgodaj. Najprej, Til, da mi vej, kak si? Zdaj vem, da imaš precej dogajanja, ful si aktiven, nov komad je šel, pestro imaš, sploh Ja, ampak vse pestro je fajn, nam pa še ponavadi pestro. Edin pač kaka ura, kdaj spanca zmanjka, tako da sem zdaj še bolj tak, ampak ja, drugač pa super, no. Ampak zdaj tak, kaj je tista prva stvar, ko jo narediš, ko se zbudiš? Prva stvar, ko jo naredim, ko se zbudim, je po mojem grem na WC. To je tista klasika. To je tista klasika. Pol pa se kar hiter moram ponavadi obleči, pa zrihtati, zobe umiti, frizuro, s tem imam ponavadi malo dela. Kjer lak za lase uporabljaš? Jaz uporabljam 3 stvari. Ena je vosek najprej, pol kakun prašek, prah, veš kak prah, okay, ja. Powder se reče, nekaj takja, in pol še lak na koncu. Kjer lak imaš? Lak imam tak nek čist najcenejša varianta, ampak mora biti 5. Strong. V eni taki trgovini, ki ima 2 črke noter, se dobi. Ne bomo zdaj reklame delali. In je ful dober. No. Se sam našpricaš, pa če še ni dovolj, še pa moraš hiter s fenom. Da zategne. Ja, pol je pa to. In koliko cajta ti stoji frizura? Ja, veš, čisto odvisen. Mislim, tek je dejansko na špilih, ko švicaš, pa skačeš, pa vse skup. Se moram še malo bolj potruditi, je treba res fej zatrditi, ker če ne bi med špilom naenkrat bila frizura tukaj na čelo, pa bi bil ko ministrant, jaz rad rečem. No, pustva zdaj tvojo frizuro. A veš, kaj me zanima? Zdaj izdal si komad Šminka. A si mi jo prinesel? Nisem, zato ker tudi v pesmi govorim, da ne rabiš šminke, da bi bila lepa. Dobar, tudi praviš, da ne rabim petk, da bi imela dolge noge, sam stari moj, si ti videl, kako kratke noge imam jaz. Ja ne, to je čisto odvisno, kako pogledaš. Moraš gledati s pozitivnimi očmi. Se pravi, ti boš ležal, jaz bom pa stala zraven tebe. Pa boš rekel, mater šuši, imaš dolge noge. Tako. Vedno, če dobro pogledaš, je vedno dosti dolgo. Ampak, a si ti kdaj izmeril svoje noge, dolžino? Ker mislim, da tvoje pa so kar dolge. Nisem, a veš, da čisto iskreno nisem točno zmeril, smo se pa velikrat že ki skupaj postavljali, s kom pa primerjali, kdo ima daljše. No, sej to. Noge. Pa če se vrneva k šminki, video spot za šminko je tak specialen, noter se pojavi tudi en plavalec, Martin Strel, ki hudiča si njega najdu. A veš, kaj čisto iskreno, spot smo snemali mi julija, tam nekje 10. julij, ne, točno 10. julij, vem zato, ker se je moj brat čez 2 dni poročil, pa vem na datume. A si bil priča? V glavnem sem bil. Ampak ja, in ko smo zbirali ideje, kak bi spot zasnovali, pa da ne bo ena taka klasična ljubezenska zgodba, se je meni čist utrnala ideja, ker se mi je takrat po TikToku in po Instagramu dost vrtel Martin Strel s temi seki iz podcastov in z njegovimi neverjetnimi zgodbami, da sem rekel, dajmo mi Martina Strela vključiti, pa dajmo okrog njega narediti eno zgodbo. Pol se nam je zdela tako dobra ideja, da smo še celo eno kitico malo preuredili, da je ena taka malo že kar himna Martinu. In ja, vse skupaj smo zdaj zaokrožili ta izdelek, ki je, evo ga, nastal. In kdo je Majda? Majda je pa ta igralka noter v spotu. A imamo na Majdo kakšno tako anekdoto? Iskreno ne, mislim, nimamo anekdot, sploh. A je še samska, marsikjer se to sprašuje. A ja, to. Ali si jo že ti zacahnil? Ne, nisem. Zgolj profesionalno. Na hiter je za farbo? Ne. Ne, Lina je fajn punca, smo se spoznali, a veš, da iskreno niti ne vem kje, po mojem na kakmu špilu.
Bila je tudi, mi smo snemali z našo videoprodukcijo, kjer pomagam pri organizaciji, tudi spot za Jana Plestenjaka in se je že tam pojavila. In smo se nam je tam zdela tako dobro, da je tako dobro oddelala svojo vlogo, da bi lahko še pa meni prišla. Za Majdo. Tako, čist druga. A si za to, da midva zavrtiva tole tvojo šminko? Dejma, poželjno. No, dej, ko jaz bi rada imela dolge noge, se ne druga. Tilčeh, prideva nazaj, sem da šminko zavrtiva, pa poveva še kakšno vreme nas čaka tudi v petek, ko boš z nami na Celjski koči. Zmenjeno. Pravite nahrbtnik, obujte udobne čevlje in vzemite s sabo veliko dobre volje. Bliža se odštekan fantazijev tradicionalni nočni pohod na Celjsko kočo. In res je, z nami bosta Tilčeh in pa Vili Resnik na našem fantazijovem 14. tradicionalnem, pazito, nočnem pohodu na Celjsko kočo. In Tilčeh je tudi z mano v studiu Radia Fantasy. Dobro jutro, Til, še enkrat. Dobro jutro še enkrat, tudi tebi. Til je prišel in seveda, ker je zgodna ura, ga vprašam za kavo. In pa ga še vprašam, a boš pravo kavo ali boš to mojo z norih gobic. In zakaj si se odločil? Ja, rad testiram nove stvari in sem rekel, da mi to z gobic, ne? Čeprav zdaj mi je mogoče malo žal. Sam si kriv. Jaz sem ti ponudila, veš, ta pravo kavo. Reda, se ti bom čez 1 uro povedal, kak je učinek. Če je dober, sem prepričan. Okay, zdaj, ker tako kavo močno boš rabo tudi za na Celjsko kočo. Ne? Ja, to je res. Ja. Glede na to, da se vračaš na Celjsko kočo, pa ti je že moglo biti fajn. Ja, absolutno. Lani je bilo ful dobro, tako da jaz se veselim, da se letos spet vidimo z vsemi pohodniki. Meni se zdi, da veš, to je tisto navdušenje. Jaz sicer ne rad hodim, ne? Mene že beseda pohod, sem se že lani zasekiral, ampak hvala Bogu so mi razložili, da jaz ne rabim zraven hoditi. Ampak, a veš, naj bilo pa šok, da bi? Ne, bi bilo šok. Skratka, ampak vseeno pa vem, sem pa šel parkrat na te neke pece, pa te smrekovce itd. In vem, kako je občutek, ko prideš gor, ko si res vesel, da si zdaj prišel gor. In to se tukaj čuti, no? Da so vsi veseli, da pridejo gor in še toliko bolj radi zažurajo. Malo lahko, da je zadnjič. Sploh za nekatere, ki ne nabiramo še kondicije, ki bomo začeli ta teden. In recimo ta teden bomo lahko začeli seveda ob tvoji muziki, zato da se malo zagrejemo, malo naštudiramo tudi nove komade, sploh šminko. Tako. Čeprav mislim, da gre tak v uho, da ni treba glih nekaj študirati. Upam, da jo bojo že znali. Bomo testirali. Bomo testirali. Pa čakaj, kaj smo še imeli? Vesolc bo, to mora biti po mojem. Pa sir. Tako da mlek bomo tudi pomozli to kravo. Spet bo noro. Zažigo ga boš. Tako da zdaj vemo za božička, kaj ti bomo kupili tudi. Ja. Se pravi, utrjevalec las, takšen, drugačen. Ful enih stvari, skratka. Ful enih stvari. Zakaj? Zaradi tega, ker na Celjski se ga žura. Ja. In ful je vroče. Tako da boš mogoče že pred božičem raboti vse te pripomočke. Ja, lahko se zmenimo že, ker jaz mislim, da me bo že danes kako darilo čakali, pa vidim, da... Veš kaj, ti tudi šminke nisi prinesel, tako da smo si bot. A bo pa sneg drgaš zdaj gor? Ne. Ne bo? Zaenkrat kaže, da ne. Kakor sem gledala vremensko, pravijo, da za soboto kaže oblačno, od -1 pa do 4 stopinj Celzija. Ja, pa bi lahko pri -1 malo po Celjski kak to požgal, pa bi imeli sneg. Bom mogoče namignala tole našemu Alešu, ki skrbi za dogajanje na Celjski koči. Daj mi sam še nekaj povej. A ti veš, da bomo imeli gogo plesalke? Sem slišal, tako da ja, me zanima. Te zanima. Ja, noč, Til je zainteresiran za naš fantasy. Predvsem me zanima, bomo imeli skupaj backstage. No, pa smo tam. V glavnem, gremo dalje. Da zveste, seveda vse informacije se prifočkajte k nam v Zagradu v petek. Pred 6. uro vas že čakamo. Til bo od 7. ure naprej že na Celjski koči, ti lahko že kar povem. No. Ja. Da si damo koledar. Ja, da si daš koledar, veš, da ne boš pozabil. Til sicer peš ne gre, vas pa pričaka gor s samimi dobrimi vibracijami in pa seveda z gogo plesalkami. Til, še imaš kjero za zaključek kaj povabiti naše pohodnike? Ja, jaz mislim, da ne smejo zamuditi tega, ker gor bo Vili Resnik tudi, pa to, ko si rekla gogo plesalke, tako da jaz mislim, da to se splača priti. No, zdaj pa ne ima, kuhanček bo tudi gor ali sam borovničke.
Pust se preseneti. Ne, bo pa smo se zmenili, da letos pijače definitivno ne zmanjka. Kakor sem čula, se bo pir natočil v 4 sekundah. Aha, no, Da bomo imeli tudi na super. tekmovanje, a veš, Torej še hitra pipa bo. hitra pipsa bo. Mi da smo danes izdala ful preveč informacij že. Nisma. Dajmo še kaj. Sam brez lučk ne prideti. No. Okay. To je to, a veš. Lučke morajo biti zato, ker je nočni pohod. Aha, te lučke, jaz Te mislim, lučke. lučke je fora, a veš, božične. pa to. Tu bova mogoče to zapela. A? Da, je mogoče. A bova? Lahko se potrudimo. No, Evo, ker, a veš, dajmo, v petek bomo je še to. pohod, v soboto so pa lučke, pa mogoče naredimo Dajmo pol še. pripraviti. Ok, Eto. štima, bojo lučke tudi. Ja, zdaj Til, mislim, da smo midva zagrela vse skupaj. Ja. Tako da zdaj bomo dali pa Camila Cabello Havano, ker treba se bo malo sleči, ta veš. Zmenjen. Fantasyjev 14. tradicionalni nočni pohod na Celjsko kočo omogočajo